Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Pravne dileme. Kot poročajo Slovenske novice, se je osnovnošolki pri telovadbi zlomil umetni in nato še naravni noht. Starši zato krivijo učiteljico in so se pritožili. Odvetnica dr. Nana Veber med drugim takole razmišlja o tem v reviji Pravna praksa. Umetni nohti učenke so pravica otroka do samopodobe, za katero pa so do 15. leta odgovorni starši oziroma morajo starši z umetnimi nohti soglašati. Ja, strinjam se z vami. Uriti smo, če je umetni noht pravica, ko se zlomi, pa je za to odgovorna šola. Prizadeti učenki in njenim staršem želimo čim hitrejše uspešno okrevanje. Sedaj pa se lotimo 47. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali: podli novinarji, se sploh še splača biti novinar? So novinarji zgolj še podli fantje oziroma komu se sploh še splača biti novinar, nam bosta povedala naša stalna komentatorja Marko Pavlišič in dr. Matevž Tomšič. Dobrodošla. Dobro večer. Lepo zdrav. Matevž, če midva začneva, ti si predsednik Združenja novinarjev in publicistov, ampak si me podučil pred oddajo, ne? Jaz sem vedel, da obstajata dve združenji novinarjev, se pravi Društvo novinarjev in Združenje novinarjev in publicistov, ampak ti praviš, da obstaja še tretje združenje, ne? Novinarsko. Ja, Združenje domoljubnih novinarjev. Združenje domoljubnih novinarjev, ok. Se pravi, 3 novinarske združenja imamo, zdaj ti imaš verjetno kakšno idejo, zakaj imamo 3 novinarska združenja? Ja, dobro, jaz tukaj s tem ne vidim nobene težave, ne. To je konec koncev nek izraz civilno-družbenega pluralizma, da temu tako rečem, ne. Meni je bil bolj problematična je bila situacija takrat, ko smo imeli samo eno tovrstno organizacijo, ne, ki vemo, kako je bila usmerjena in kako je še zdaj usmerjena. Dobro, zdaj so se stvari tukaj pluralizirale, ne, nastali sta 2 združenji, ki sta tudi jasno, obe sta dost nazorsko profilirani, ne, tukaj se ne skriva nekega tovrstne usmeritve, ne, kar se meni zdi povsem normalno, ne, tako da jaz tukaj, ne, zdaj to vprašanje, težko odgovor na vprašanje, ali je potreba potem, očitno je, če ne bi bilo večjih tovrstnih organizacij, očitno pač je del novinarjev, recimo, ki so se združili najprej v eni organizaciji, pa potem še v drugi, ne, pač začutili potrebo, ne, da pač rabijo nek organizacijski okvir, da lahko recimo neko svojo vizijo nekako promovirajo na področju medijev in novinarstva. Ja, Matevž, zdaj, kako je zakonodaja na tem področju? A ste vi kakšen nujen sogovornik, recimo državi ali pa medijskim hišam? Je to kaj opredeljeno? Kakšen status imajo ta združenja? Zdaj si imam pa malo dubo, ne, jaz tukaj nisem glih nek zelo dober poznavalec tovrstne ampak iz prakse, recimo, no, zakonodaje, ne vem, če je tukaj tako kot pri sindikatih, ne, kjer je, mislim, da določeno, ne, da pač mora imeti toliko pa toliko članov, zato da je tako ani reprezentativni sindikat, ne. Tukaj jaz zdajle, ne me držati za besedo, ampak vsaj, kakor se spomnim, česa podobnega ni. Ne. Je pa tako, zanimalo, če se recimo zakon o medijih piše, se vas pokliče, se vas ne pokliče? To načeloma se, no, tako da vsaj do zdaj je bila praksa, ne, da je vsaj v določenih primerih, ne, se je klicali različne oziroma se je konzultiralo oziroma vsaj vabilo različne organizacije in tudi koncev nek recimo odnos same javnosti, ne, tukaj se vendarle vidi, da to dejstvo upošteva, ne, da pač, da ko recimo objavljajo različna združenja neke svoje izjave, ne, ponavadi se, ne vedno, ne, ampak vsaj dostikrat se navede recimo tako DNS kot ZNP, recimo, no. Tako da, ja, seveda, ono druženje je starejše, je večje, ima več članov, ne, in tam so v glavnem novinarji iz teh bolj osrednjih medijev, ne, in ja, zaradi tega ima tudi
je bolj prisotno v medijih, ne, ampak ja, ne, tudi vendarle jaz mislim, da ta pluralnost, ne, ker na tem področju nekako vendarle je sprejeta kot neko dejstvo. Marko, ti si bil kratek čas v politiki, bil si tudi poslanec v Državnem zboru. Ko si ti takrat recimo imel ta odnos z novinarji, ste se v redu razumeli, se niste, si pač jih videl kot neko sredstvo, kot neko komplementaren element pač svojemu političnemu delu ali bolj kot ne bodi ga treba? Kakšne so te tvoje osebne izkušnje? Mislim, moja čisto osebne izkušnje so bile pozitivne, načeloma se dalo z njimi vedno dobro pogovoriti, tudi dobil sem občutek, da so v glavnem razumni ljudje, tako da sam osebno nisem imel nobene slabe izkušnje, sem pa bil priča parih primerih, ko si zraven nečesa, kar se dogaja, točno veš, kaj je v ozadju in potem vidiš, kako recimo novinar to zgodbo plasira v javnost in nenazadnje tudi kakšne cilje ima tukaj odzadaj. In tam pa moram reči, par takih zgodb sem pa videl od blizu in si, zaslužijo vso grajo, ne, iz tega vidika. Ne. Seveda moramo tu razumeti, da pač novinar ima tudi svoje delo, ne, mora poskrbeti za to, da so gledalci, bralci ustrezno obveščeni. To je, njegovo poslanstvo tukaj in ima vso pravico, tako spraševati, dobivati odgovore, morda tudi provokativno, kaj povprašate, proba dobiti natančen let in tako dalje. To so čist popolnoma normalne zadeve. Ja, včasih pa prestopijo to mejo, ki bi res rekel, da je meja za neko normalno novinarsko delo in prestopijo v neko drugo, področje, kjer bi morda lahko to poimenovali kot družbeno-politični delavci, ne, z neko agendo v ozadju. Zdaj pa ta družbeno-politični delavec, ne vem, ta izraz po mojem se preveč negativno dojema. Ne. V resnici je to čisto pozitiven izraz. Ne. Sej marsikdo dela na družbenem in na političnem področju in tega ne bi smeli nobeno šteti nekako v minus. Ne. Nenazadnje, v končni fazi smo vsi odvisni, vsi živimo v tej družbi in smo vsi odvisni od politike in hvala Bogu, da se ljudje s tem ukvarjajo. Ne. Vsekakor pa pač negativnost tega izraza izhaja nekako iz prejšnjih časov, ne, kjer pa je nekako se jasno pričakovalo, kako naj novinar dela, ne, da naj dela pač v skladu s tem, kar oblast zahteva. Uredniška politika je bila znana takrat. Tako, danes pa vidimo čisto na konkretnih izkušnjah, da družbeno-politični delavci niso prav zelo v sozvočju z oblastjo, ne, prej nasprotno. Ne. Ja. Koliko smo po vajenem mnenju v utvari, če še zmeraj verjamemo v to maksimo, novinarstvo kot četrta veja oblasti? Dobro, to sintagmo mislim, da je itak že v izhodišču treba šteti za metaforo. Skratka, tudi je to bolj nekako, s tem se hoče povedati ali pa nekako, ko bi rekel, izpostaviti pomen, ki ga v bistvu imajo mediji. Ne. Seveda, če gledamo to čisto politološko, ne, potem je jasno, ne, da tukaj ne gre o neki veji oblasti, ki bi bila primerljiva z ostalimi tremi vejami oblasti, ne, ker pač te imajo pač jasno neke svoje pristojnosti. Ne. Se pravi, in zakonodajna, in izvršna, in sodna imajo nek delokrog, recimo, ne, kjer lahko sprejemajo odločitve, ali so razsodbe, ali so to sprejeti zakoni, ali so neke vladne uredbe. Medtem ko mediji nimajo ničesar podobnega. Ne. Medije nimajo moči, imajo pa vpliv. Se pravi, mediji imajo vpliv v tem smislu, ne, da lahko s svojim poročanjem, s tem, ko lansirajo javnost neke informacije, ne, lahko dosežejo recimo konec koncev, da mora nek politik odstopiti, denimo. Pač razkrijejo neko afero, ne, neko dejanje, ki ga je storil nek politik, ne, ki je v nasprotju ali z zakoni ali z pač nekimi splošnimi sprejetimi pravili, ne, in to ima lahko neke konsekvence. Ne. Seveda ta vpliv, ki ga imajo mediji, ne, je v bistvu nekaj dvoznačnega. Ne. Lahko dejansko služi nekemu nadzoru nad oblastjo, ne, v smislu zagovarjanja interesov javnosti,
ne, lahko pa služi tudi manipulacijam, ne, lahko pa tudi to nekako je v primeru, da je to nekaj rezultat politične instrumentalizacije, ima lahko tudi neke negativne učinke, seveda. Mislim, da mediji nimajo moči, se bi jaz težko strinjal tukaj. Ne, na zadnjem smo bili tudi v slovenski zgodovini že kar priča kar nekim medijskim umorom, ne, kjer je, bo rekel, ta moč bila zelo izrazita. Ne. Tudi recimo iz Državnega zbora se spomnim, da ko mediji so objavili javnomnenjsko raziskavo, ne, Ja. to ni šlo čisto neopaženo mimo politikov, ne, bo rekel, so se tam določeni politiki so to redno pogledali tisti dan, in so v skladu s tem tudi ravnali. In ne nazadnje, ne, če jim je recimo priljubljenost narasla, so se začeli tudi obnašati, tako da zdaj imajo pa oni že kar malo več glasov, kot je bilo sicer. Tako da tukaj, koliko imajo moči, koliko nimajo, je kar stvar debate. Definitivno formalne moči nimajo. Ne. Mediji ne morejo sprejeti zakona, lahko pa marsikoga, bo neko ima predvsem negativno moč, imajo pa precej veliko. Ne. Lahko pa koga prepreči umorijo. sprejem zakona, recimo meni. Lahko. No, tukaj se moramo vprašati, a v teh primerih mediji delujejo sami. Delujejo na podlagi lastne pobude, ne? Ali delujejo v navezi s kom drugim. V sozvočju, hočeš V reči. sozvočju, ne? Ja. Ali pa celo kot instrument nekoga, ne? Nekih recimo, tudi lahko politike, ne? Ali pa nekih lobijev, ali pa nekih takšnih ali pa drugačnih centrov moči. Ne? Tukaj jaz bi rekel, da to, kar je kolega omenil, pač te medijski umori. Ne? Ja, mislim, da je redko kateri od teh, ki se je zgodil, nekako bil iniciiran s strani samih medijev. No, ampak isto se lahko vprašamo tudi glede politikov. Ne? Ali res bo neko politiki delujejo samo skozi svojo vest, ne? Ali pa imajo od zadaj bo neko še marsikaj jih kdo šofira, če rečemo tako temu. Tako da tukaj ni neke velike razlike. Ne? Veliko vprašanj smo postavili, obljubim, da po krajšem premoru ponudimo tudi kakšen odgovor, tako da ne namojiti gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, komu se sploh še splača biti novinar. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Marko Pavlišič in Matevž Tomšič, pogovarjamo pa se o tem, ali se še splača biti novinar. Marko, v politiki, ko si bil, ne, a ste kdaj, recimo, rekel si že, politiki so gledali ankete, pa so se pol obnašali skladno z rezultati anket in tako naprej, ampak a ste pa kdaj tudi tehtali pri kakšni potezi, pri kakšnem dejanju, kaj bo kakšen novinar rekel ali pa kako bojo mediji to prenesli, koliko ste recimo upoštevali medije ali pa celo posamečne novinarje pri svojih političnih odločitvah? Praktično nič. Mislim, ne. Verjetno bi bilo smiselno, da bi več to upoštevali. Ne? Okay, vsekakor upoštevaš, kako bo javnost reagirala na določeno zadevo, ampak to predvsem iz vidika javnosti, ne iz vidika bo nekomu novinarjev, še manj iz vidika posameznih novinarjev. Ne? Zdaj, morda je kdo to malenkost več upošteval, kjer je imel navezane kakšne tesnejše stike z novinarji, jaz pa tega, bo rekel, občutka nisem imel. Ne? Ampak ko si prej vprašal, lahko novinarji oziroma mediji preprečijo sprejem nekega zakona, ja, definitivno ga lahko. Ne? In tudi to se velikokrat uporablja, da pač ustrezno predčasno neko informacijo pošlješ medijem, ne, ki to objavijo, naredijo halo in potem zadeva nekako se vsi nekako ustrašijo. Ne. To pa se dogaja. Zdaj, mediji, novinarji, ne, pač kot tisti neposredni proizvajalci tega, so nek vmesnik, ne, med tem, kar dela politika, pa še kdo drug, ne, se pravi vse družbeno pomembne inštitucije, akterji in tako naprej, dejavniki, pa javnostjo, ki potem zato zve preko medijev. Koliko je po vajinem mnenju tukaj pač ta vpliv medijev velik? A je v bistvu zdaj od medijev odvisno, kako po vajinem mnenju, kako javnost percipira določeno stvar, ali je to pač neodvisno, ker vendarle imamo tak pluralizem pri nas, da če drugega ne, imamo različne medije in potem lahko skozi te različne medije pač
prideš do različnih informacij. Se pravi, a je od medijev odvisno, kako se javnost ravna, ali vendarle je vpliv medijev ni tako močen? Ja, načeloma to je odvisno, seveda, ampak ker jasno, vsak medij ima neko svojo perspektivo, ima nek svoj zorni kot vsak medijski ustvarjalec, pač ima vendarle tudi neko vpet v družbeno dogajanje. Ampak ja, v predpostavki, da je medijski prostor pluralen, se potem te, kako bi rekel, posamezne, kako bi rekel, lahko bi rekel, tudi pristranosti medijske na nek način izravnajo. Se pravi, ker pač ljudje imajo možnost dobiti informacije iz različnih virov. In pol spet ob nadaljnji predpostavki, da pač so ljudje nekako kompetentni, da so vsaj nekako v osnovi funkcionalno pismeno in da so medijsko pismeni, potem so nekako sposobni si na podlagi teh posameznih informacij, ki so pogosto dosti parcialne, ampak so vsi sposobni ustvariti neko široko sliko. Vse to tako je nekako v teoriji. Ampak če pa imamo medijski prostor, ki pa ni pluralen, pa so te podobe realnosti, ki širijo, ki pridejo do ljudi pogosto zelo izkrivljene. Ravno danes mi je ena kolegica poslala primer, bo rekel, kjer poročajo o tem, da je Slovenija na robu prepada. Še malo pa smo konc. Je bil naslov članka, v sami vsebini pa, da število okuženih pada. Zdaj, se pravi, gremo stran od roba prepada. Ja, ne vem, tako bi nekako razumen človek to razumel vsebino. Ampak zdaj, če pa ti prebereš najprej naslov članka in to ga prebereš, ker je zdaj najbolj mastnimi črkami napisane, dobiš občutek, te zgrabi že neka panika in potem v tej paniki bereš potem vsebino, morda celo narobe prebereš, morda celo prebereš, da ne pada, ampak raste, ker ti to, da pada, ne gre v skladu s tem in tako dalje. In seveda, bo rekel, novinarji s tem, z izbiro, ali pa celo uredniki tukaj z izbiro tovrstnega naslova vplivajo na percepcijo same vsebine. In če potegnem tukaj zdaj eno paralelo na socialna omrežja. Zadnje čase je veliko govora o tem, da socialna omrežja krmilijo neki algoritmi in da ti algoritmi so pač naštimani zato, da je dobiček teh socialnih omrežij čim večji in izkazalo se je nekako, da je najboljše, če delajo, če nekako ljudem porivajo neke senzacionalistične, neke negativne vsebine in tako dalje. In zdaj, če pogledamo to pa v luči tega članka in naslova članka, ki sem ga prej omenil, kaj pa delajo živi novinarji drugega. Seveda, borijo se za klike, borijo se za pozornost gledalcev, bralcev in pač na ta način producirajo vsebine. Zdaj ne vem, koliko video kaj spremljate, ampak ko si ravno omenil ta družbena omrežja, Marko, mi se zdi, da je ta športni dnevnik Ekipa, se pravi Sportske novosti Ekipa, mislim, da je zdaj najbolj izpekel zanat, smo rekli v času bivši državi, kar se tiče teh clickbait naslovov. To je vsakič, ko se mi odpre, tam piše odločitev, ki je zatresla Slovenijo ali pa svet. In pa greš brati in ugotoviš, da je, ne vem, Ronaldo si dal druge kopačke gor in tako naprej. Skratka, je nekaj na tem, se pravi, da se išče ta pozornost. A je to po vajnem mnenju zaradi tega, ker ljudje nasplošno manj spremljamo te klasične medije? Recimo, če pri sebi povesta, kako vidva to vidita, a zdaj več gledata recimo informativne oddaje, ko ste jih prej, jih manj gledata, jih gledata enako. Ko bi rekla zdaj, da se je to sprejemanje novic ali pa pridobivanje informacij pri vaju dveh se je kaj spremenilo ali je bolj ali manj isto skozi leta? No, pa se ta senzacionalizem ni nekaj novega. Tako ni rumeni tisk obstaja, sploh v teh recimo medijsko najbolj razvitih državah, recimo v Združenih državah Amerike, to obstaja tam, ne vem, od praktično stoletja. Tako da tudi to, zdaj, ko govorijo o tem senzacionalizmu pa negativnih novicah v povezavi z družbenimi omrežji, to se treba zavedati, da ima to bistveno starejšo tradicijo. Tukaj, kar se mene tiče, se je zgodil nek premik znotraj teh tako imenovanih resnih medijev, tradicionalnih medijev. Namreč v tem smislu, da so se ti začeli bolj senzacionalistično obnašati ali pa, da so te začeli nastopati na nek bolj, recimo pogosto tudi aktivističen način.
Kar se tiče pa spremljanja informacij, oziroma tukaj živimo v razmerah, ko imamo zelo različne vire. Ne? Ko pač nismo več toliko vezani na recimo te tako imenovane osrednje informativne oddaje, kot se jim še danes pravi, ne? Ampak ker pač te informacije lahko dobimo tudi preko družbenih omrežij, konec koncev, ne? Preko raznih spletnih portalov, preko teleteksta recimo, ne? In jaz osebno lahko rečem zase, da tega spremljam manj, kot sem v preteklosti, ravno zaradi tega, ker pač je do informacij mogoče priti tudi na neke druge načine, medtem ko pač mnenje o zadevah si pa vendarle že sam nekako ustvarim. Zdaj v čisti izhodišču si postavil vprašanje, kakšna je prihodnost novinarjev, a se jim splača delati, oziroma komu se to še splača. Jaz bi bil na njihovem mestu kar zaskrbljen glede tega, ne? Ker če pogledam mojo lastno konzumacijo medijev, se je ta kar precej spremenila. Večino, teh svežih novic, ki sem jih včasih dobil skozi osrednje informativne oddaje ali pa medije, ne, sedaj dobim nekako že na Twitterju na hitro, ne. Opažam tudi, da načeloma nima več časa brati daljših člankov, poglobljenih člankov, ne, kar ni mi všeč to, ampak pač tako je, ne. Ampak po drugi strani pa najdem čas za poslušanje kar dolgih, recimo, podcastov, ne. Zdaj, podcasti so prinesli tudi neko novost v ta prostor, so zelo pomembni in novinarji, ki to dobro delajo, po mojem, se lahko tega veselijo, večina ostalih pač je nad tem lahko razočaranih, oziroma jih lahko skrbi ta napredek, ne. Je pa tako kot radio ni ubil časopisa, televizija ni ubila radio, tudi recimo podcasti ne bodo teh medijev ubili. Sam sem pred leti veliko več spremljal tudi razne spletne strani medijev, tega recimo ta trenutek konzumiram izjemno malo, ne. Tako da, konzumacija medijev se vsaj pri meni skozi leta precej spreminja, ne. Kam bo šlo naprej, bomo pa videli, ne. Želel bi si, da bi šlo več v smer nekih poglobljenih vsebin, ne, ki jih pripravljajo, če želite, če tako rečemo, ustrezno usposobljeni oziroma podučeni novinarji, ki so profesionalni, ne. Zdaj, a pa bo šlo v to smer, ali bomo pa šli bolj v smer nekega, ne vem, instant hitrih novic, bomo pa videli. Zato se mi zdi zanimivo, ko si rekel, Marko, da manj bereš, več poslušaš. Ne? Jaz sem recimo zasledil pri tujih medijih, ki izhajajo tudi na spletu, da lahko članek poslušaš. Ne? Se pravi, članek je pač napisan, izide v tiskani recimo ediciji ali pa na spletu ali pa sam na spletu, potem ga nekdo prebere in ti ga lahko poslušaš pol. Ne? Se pravi, v bistvu nisi ga prebral, si ga slišal, ampak je v bistvu enako, kot če bi ga prebral. Poslušaš lahko med vožnjo, poslušaš lahko med sprehodom, poslušaš lahko na kolesu, ne? Bereš pa bolj težko, no. V Sloveniji tega še nisem zasledil, ne vem, če ste vidva, sem pa zasledil recimo, da na nacionalni televiziji svoje podcaste pa potem povzetke pišejo, se pravi, imajo pa drugo smer. In to dobesedno isto prebereš, kot so povedali po radiju, kar se mi zdi pa, bo rekel, kar groza, ne? Ker to je vseeno drugačen medij. Pa še ena stvar me recimo čisto zmoti pri radiju, ne? Če slišim isto novico dvakrat, pa ne, da bi jo dvakrat prebrali, ampak dejansko dvakrat isti posnetek, ne? Ker to je pa čisto nasprotju s tem, kako naj bi radio deloval. Radio naj bi bil izjemno ažuren, ne? In če ti isto novico poslušaš, ki je bila posneta in veš, da je bila posneta že 5 ur nazaj, ne, to več ni radio, to je, ne vem, kaj je to. Po mojem si ti edini, ki toliko časa radio poslušaš. Ostali ga poslušajo en del časa in pol vsakič to slišijo prvič, tisti, malo za hec. Verjetno računajo na to, Matevž, koliko recimo živimo v tvari, ko mislimo, da novinarji delajo v interesu javnosti, večino medijskih hiš je pač v zasebni lasti in tu gre v bistvu za nek klasičen biznis. Kaj je zdaj bolj res? Gre za biznis ali gre za interes javnosti? V bistvu gre lahko za oboje, ne. Tako da tukaj izvedeti, to velja enako kot za recimo mnoga druga področja, ne, recimo ali za izobraževanje, ali za
univerzitetno sfero, ne, ali pač ljudje tam delajo v nekem širšem interesu, ne, ali delajo zgolj za nek lasten interes. Ne. Ja, pač je pač kombinacija enega in drugega. Ne. Pač novinarstvo je poklic, ne, in konec koncev medijske hiše so vendarle neke organizacije, ne, sploh te, ki delujejo na trgu, ne, so pač to podjetja, ne, ki pač morajo preživeti na trgu za svojim delom, tako kot vsaka druga podjetja. Ne. Vendar pa seveda gre tukaj vendarle še za neko pomembno dodatno komponento. Ne. In tukaj se pravi informiranje ljudi, ne, ko bi rekel, posredovanje tistih informacij, ki so relevantne za to, da ljudje pač vejo, kaj se dogaja okoli njih, ki nekako jim omogočajo, vsaj nekako v teoriji, da potem tudi recimo na volitvah sprejmejo neko tako, recimo, kar so tudi rekel, informirano odločitev oziroma neko pretehtano odločitev, ne. Ampak ja, tukaj zdaj jaz bi rekel, da bolj kot sam posamičen medij, ne, ali pa sploh bolj kot vsak posamičen novinar, je pomembno, kako je strukturiran celoten medijski prostor, ne. Ker pač ja, ne, tudi če imamo posamezne novinarje ali pa medije, ki so nekako služijo nekim, lahko tudi nekim partikularnim interesom, ne, potem ja, če imamo tukaj neko pluralnost, ne, potem se to vendarle te učinki med sebojno, lahko bi rekli, nekako neutralizirajo, ne, in potem se vendarle ljudje lahko ustvarijo si neko širšo sliko stanja. Marko, zdaj bi ti vložil denar recimo v neko medijsko hišo, kaj bi te morali prepričati, kakšna bi morala biti ta medijska hiša, da bi se te recimo zdela zanimiva naložba? Dobro vprašanje, nisem razmišljal o tem. Načeloma sem tukaj bolj na stališču, da bodo imeli tradicionalni mediji v prihodnosti precej več izzivov kot nekih priložnosti, ne? In iz tega vidika ne bi prav zelo investiral v neko tako medijsko hišo. Definitivno, če bi se pojavil nek nov format, ne, ki bi me nekako prepričal, da bi bilo verjetno pa tudi zanimivo vložiti. Ne. Recimo eden od takih formatov so neka kratka audio sporočila, ne. Rečemo na nek način... TikTok za ušesa, hočeš reči. Ja, recimo, ali pa podcasti, kombinacija podcastov in Twitterja in tako dalje. Te zadeve je zelo, zelo težko napovedovati v naprej, a se bodo obnesle, a se ne bodo obnesle. Tako da to je bila v bistvu zelo riskantna naložba, ne. Kaj pa recimo pogovorne oddaje tako z dvema komentatorjema, to misliš, da imajo kakšno prihodnost ali nimajo? Ja, lej, ne vem, to moraš pa pogledati gledanost, veš. Odvisno od oddaje, pravi tež. No, to je nekaj, saj eni imajo šanso pa. Po vajnem mnenju, zdaj jasno je, slovenski medijski trg je majhen, pač majhna država, jezik in tako naprej, vse te omejitve, ki jih poznamo, ampak kljub temu. Imamo po vajnem mnenju kakšne novinarske zvezdnike v Sloveniji? Vam pride kdo na misel? Še na ono prejšnjo vprašanje me zdaj tukaj malo se mi vrti, ne. Na Češkem recimo so imeli Naked News, ne. Ali pa na vremenarko, ne, ki se je slačilo v odvisnosti kako topla napoved za naslednji dan, ne. Recimo to vrsten projekt bi verjetno imel na začetku kar precejšno gledanost, ne, in zdaj tukaj verjetno se bi splačalo v to vložiti, ne. In zdaj takšna, bo rekel, prva, ki bi to v Sloveniji naredila, bi bila definitivno tudi medijska zvezda, ne. Drugače pa, ne vem, od teh novinarjev, morda danes govorimo bolj o politični sferi, ne, ampak ne smemo pozabiti tukaj, da imamo tudi zelo en močen nabor recimo športnih novinarjev, ne, ki so ravno tako novinarji, ali pa recimo novinarjev, ki se ukvarjajo bolj z nekimi družabnimi vsebinami, ki ne vem, kako se jim že reče. Trač operaterji. Recimo, ne. No in zdaj pri športnih novinarjih, ne vem, meni je bil recimo zelo všeč Rok Grilc, ki je komentiral ameriški fuzbal, ne. To sem vedno z veseljem gledal in poslušal.
ko je potem recimo ga kdaj zamenjal kdo drug, je bila pa v bistvu navadna žalost. Ne. Ampak Rok Grelc verjetno ni zvezdnik, ne? Ljudje ga ne poznajo, njih ne zanima, s kom je poročen, kaj vozi, kaj je, te stvari. Imamo kakšnega novinarskega zvezdnika pri nas po vajnem mnenju? Je kakšen novinar, ki bi praktično vsak ali pa 9 od 10 ljudi v Sloveniji vedeli za njega, če bi jim ga povedali? Je to odvisno od tega, kaj smatramo za zvezdništvo, oziroma kaj je kriterij zvezdništva. Je to zgolj razvpitost, ne? Da je znan, pa da ga je povsod veliko, ali je to dejansko neka kvaliteta? Mislim, bolj to, da se ljudje tudi zgledujejo po njem, ne samo, da je razvpit, se razvpit je tudi lahko kakšen množični morilec, ampak tako, da se malo zgledujejo po njem, se pravi, da jih zanima to, kar sem rekel, s kom je poročen, ima otroke, nima kaj vozi, kdaj se bo upokojil, kdaj se bo upokojil, tako, te stvari. Ja, no, zdaj, na splošno novinarji, jaz bi rekel, da kar pogosto nastopajo v raznih teh družabnih rubrikah, pa v rumenem tisku, se kar dosti piše o tem, kdo je s kom, kdo ni s kom. Ampak a je to zdaj kriterij za zvezdništvo? Jaz mislim, da vendarle ni. Jaz bi rekel, da je tudi, kar se tiče zvezdništva v slovenskih medijih, tako kot na večini drugih področij. Tam na večini področjev ni kaj dosti nekih zvezdnikov. V tem smislu, če razumemo kot zvezdnika nekoga, ki je recimo nek kaliber mednarodnega formata. Mislim, zdaj morda kot zvezdnika bi lahko razglasili nekoga, ki je imel neko oddajo, ne vem, celo desetletje ali pa celo več. Tako da tukaj verjetno s temi kriteriji bi jih našli par, ki bi bili. Ne vem pa, koliko ljudi se dejansko želi poistovetiti z njim. V tem kontekstu zvezdništva pa mislim, da je kar bolj uboren izbor. Zato, da če ima nekdo oddaja skozi nek daljši čas, a to samo po sebi kaj pomeni? Na komercialni televiziji definitivno, na nacionalni malo manj. Ker na komercialni televiziji si enostavno ne morejo privoščiti 10 let imeti oddajo, ki jo nihče ne gleda. Verjetno si že 3 mesece težko privoščijo. Na javni pa temu ni tako. Na javni je pa malenkost drugače. Tam so pa, sicer ne gre za klasičnega novinarja, ampak precej prepričan sem, da pred leti, ki je še vodil oddajo Lepo je biti milijonar, ki je takrat potekala še na Pop TV-ju. Mislim, da je Jonas Žnidaršič imel edini parkirno mesto, kjer je pisalo Jonas gor. Ostali so imeli številke, on je imel pa Jonas. Je to nek znak zvezdništva, pogojno rečeno, recimo. Da imaš parkirno mesto, kjer je tvoje ime napisano. Sliši se dobro, ne? Zdaj, vemo, koliko so najbolj plačani politiki v Sloveniji, niso ful veliko, ampak vemo, in logično, ko so to plače javne, tudi za gospodarstvenike bolj ali manj vemo, koliko zaslužijo, za športnike vemo, koliko zaslužijo, saj kakšne pogodbe podpisujejo, a za novinarje vemo, koliko zaslužijo. Kdo je recimo, imamo kakšno predstavo, kdo je najbolj plačan novinar v Sloveniji? Tu pa tam pridejo kakšne informacije v javnost, ampak dobro, zdaj mislim nekaj take prav, ne vem, če imamo neko tako, če nam to da neko tako splošno. Lestvice nimamo, tako kot revija Manager naredi. Lestvice najbogatejših Slovencev, nimamo najbolj plačanih novinarjev. Tako da mislim, tako je nek povprečen novinar ni zelo dobro plačan. Tako da jaz mislim, da gre tukaj stvari še kvečemu grejo na slabše, za vedno večjim številom teh takvanih prekercev, tistih, ki pač so od danes do jutri. Tako da nek povprečen standard v slovenskem novinarstvu nikakor ni visok. Zdaj pa to, kdo so pa zdaj najbolje plačani, to pa nekih, zdaj bi težko zdaj kaj izpostavil, ker res nekih jasnih tukaj podatkov glede tega nimamo. Mislim, definitivno bi si želel, tako kot si recimo želim, da bi bili politiki dovolj plačani, da ne bi rabili iskati virov za zaslužek drugje zunaj, bo rekel, tega svojega poklica. Pa zdaj, če zraven še gobe goji ali pa, ne vem, obrezuje rožice, ali pa živo mejo, to niti ni problem, bolj so problem druge zadeve, če potem prodaja svoje novinarske storitve, bo rekel, drugim odjemalcem, za druge interese. Tako da super bi bilo, če bi bili novinarji toliko plačani, da tega ne bi da se to ne bi dogajalo. Zdaj, tole me še zanima,
ko smo že govorili o zvezdnikih, novinarjih, pa eden je omenil, mislim, da ti Marko, ne, če je nekdo imel 10 let svojo oddajo, pa to. Sicer nima svoje oddaje, je bil pa dolgoletni voditelj Odmevov, ki je bila vsaj nekoč paradna informativna oddaja nacionalne televizije, Slavko Bobovnik, ne. Je potem, ko je pač nehal biti voditelj na TV Slovenija, šel voditi kviz na v bistvu komercialno televizijo, zdaj se pojavlja v reklamah enega elektroenergetskega podjetja, ne. A je to zdaj nek znak, da gre za nekega zvezdnika, oziroma je to nek, ko bi zvidva rekla, nek klasičen ali pa karierna pot, ki bi lahko bila za zgled, recimo? Jaz mislim, da le eno tako zelo zanimivo geslo je, ki se ga jaz tudi sam držim, je, da dej zapusti zabavo na vrhuncu, ne. In mislim, da marsikomu to ne uspe, ne. Gospod Bobovnik je bil definitivno prvo ime Odmevov, in mislim, da čisto upravičeno in da je svoje delo tam, bo rekel, dobro upravljal, ne. Ja, dobro je pa zabavo zapustiti na vrhuncu. Ja, pa ti zdaj, to je nek poton, imam zdaj občutek. Se pravi, imaš občutek, da je on zamudil malo to, kdaj je šla že zabava bolj proti koncu ali kako? Bom rekel tako, da mene na Milijonarju, pa nisem prav velikokrat gledal, ni ravno prepričal. Aha, v tem smislu se pravi. Tudi ti prav dolgo vodil te oddaje. Ja. Ampak so neki razlogi za to, da je ni. Ja, to je zdaj vprašanje spet, ne, a je, vse verjetno se ni vsilo, ne, tudi šlo je za drug medij in tako naprej, drugo obliko tudi dela, ne, televizijskega. Neki so vseeno, tisti, ki so ga dali, tisti, ki so o tem odločali, so pač morali v tem videti neko perspektivo, ne. In po mojem so čisto korektno ocenili, da je pač gre za uglednega novinarja, ki verjetno zna pritegniti množico gledalcev in so se z njim zmenili za sodelovanje. Enako kot recimo sedaj, da sodeluje pri reklami, ne. Kar se mi ne zdi nič narobe, je pa pač vsak odgovarja na koncu za svoje odločitve, a se jim je ta investicija splačala ali ne, bojo pa najbolje presodili oni, ne. No, so pa tudi jasno v novinarstvu različni žanri, recimo različni tipi. Če je nekdo dober, recimo politični novinar, to še ne pomeni, da recimo je dober pri vodenju nekih zabavnih oddaj. Ali pa dober športni komentator, ni nujno, da je dober politični novinar. Ali pa dober voditelj Odmevov, ne, ker imamo pa kolega Igor Ebergant, pa je bil športni novinar, pa zdaj vodi Odmeve. Kaj pa recimo, to je ta prehod možen, verjetno zmerom obstajajo pač neke izjeme, kjer se vseeno to da, ali ne? Ja, možno seveda je, stvari se ne izključujejo, ne. Ni pa nikakor nujno, ne, da ja, če je nekdo v nečem dober, da je tudi v nečem drugem, ne. Tako da recimo, kaj se recimo v znanosti, če je nekdo dober predavatelj, ne pomeni, da je tudi nek dober raziskovalec ali obratno, ne. Mislim, v našem fohu nekako velja, da največja napaka, ki lahko narediš, je, da iz dobrega programerja, ne, narediš slabega šefa, ne. Recimo, in tako lahko recimo tudi iz dobrega novinarja ali pa dobre novinarke rata v bistvu slab politik ali pa slaba političarka, ne, ali pa ne vem, in podobne zadeve, ne. Zdaj nikoli ne veš, kako se bo išlo, nimam pa čisto nič proti temu, da pač vsakdo proba tudi iti na kako drugo področje, ker ne nazadnje morda se pa na tem svojem področju tudi nasitiš, ne. Ja, absolutno. Dr. Matevž Tomšič, Marko Polišič, najlepša hvala za vajine komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil v Novinarjih že 651. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, zakaj je šport nasilen. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.